Danes pa sem se želela dotakniti ene še zelo pomembne teme, in sicer, da zakrpamo luknje v svojem postu. In sicer, o čem govorim? Zadnjič sem bila na enem podjetniškem dogodku, ful čudovito je bilo vse in vse, ampak je ena podjetnica v bistvu potem rekla, da išče v bistvu nekoga, ki bi namesto nje pisal novice, a ne. In zakaj? Zaradi tega, ker ji to pisanje novic vzame 2 dni. Da ji ne gre, da ne ve, kaj napisati, kako se izraziti in tako naprej. In da bi zaradi tega vzela raje pač nekega zunanjega, ki bi namesto nje pisal novice, ker pač to vzame čisto preveč čisto preveč časa. In seveda je to ena taka zanimiva zgodba, ki bi mogoče marsikdo rekel, ja, pa saj to pa je v redu, a ne, saj pač delegiramo oziroma poiščemo za tiste stvari, ki mogoče nam najbolj ne grejo, pač si poiščemo dodatno pomoč. In ja, večinoma se zelo strinjam, ampak ko pa govorimo o pisanju, ko govorimo o komunikaciji o strankah, ko govorimo o takšnih zadevah, preko katerih nas potencialne stranke sploh lahko spoznajo, se povežejo, pa definitivno tega ne priporočam. Sploh pa ne, da bi namesto tebe nekdo pisal novice. Zakaj ne? Zaradi tega, ker če nekdo drug napiše novice, ne bo se čutila ne tvoja energija, ne tvoje, kako bi rekli, občutki in tako naprej. Skratka, te preko teh besed sploh ne more spoznati, spozna pa v bistvu tistega pisca. In tudi ti kot podjetnik pa podjetnica najbolj poznaš svojo publiko. In če to niso mogoče, ali so to novice, ali je mogoče to vsebina za spletno stran, a ne. In če nek nova potencialna stranka te najprej zasledi tam in potem ko pride ali pa se odloči za nakup, a ne, pa dobi čisto drugo izkušnjo, ki mogoče ni čisto takšna kot tam in je mogoče ni tako prijetna, a ne, je to lahko veliko, veliko razočaranje tudi za stranko. In zaradi tega res zmeraj, ko govorimo o tem, da vsebine za spletno stran ali pa tudi novice, objave in tako naprej, seveda lahko imamo pomoč, da nas nekdo usmerja, da se vsebina izboljša, ne pa, da nekdo napiše totalno pač namesto nas, a ne. To je vključno z umetno inteligenco, torej ne priporočam tega, da pišejo vsebine namesto nas, ne. In kaj je tukaj še ena zelo pomembna lekcija, ki sem jo želela se dotakniti, a ne, da okej, razumem, da mogoče, ko začnemo pisati novice, a ne, bo nam nekaj vzelo veliko časa. Zakaj? Zaradi tega, ker to je v bistvu enako, kot če damo otroka, posadimo prvič na kolo, a ne, in zdaj, če ta otrok pade iz tega kolesa, ja, verjetno ne bomo rekli, okej, ti nisi sposoben za kolo, več nikoli ne boš šel na kolo, a ne. Ampak se vstane, spet poskusi, spet gre in čez nekaj časa bo seveda se usedel na kolo in bo se odpeljal čisto mimogrede. In enako velja tudi v poslu pri takšnih aktivnostih, kot so recimo pisanje novic, pisanje vsebin za spletno stran, ustvarjanje ponudb, ustvarjanje kampanj in tako naprej, je enako. Vaja dela mojstra. Prvič, seveda, je verjetno, da nam bo vzelo veliko časa, medtem ko čez nekaj časa bo pa nam to postala neka ritual, mogoče čisto rutina in lahko to potem nekako izvedemo in naredimo čisto mimogrede. In enako, a ne, lahko pogledamo torej v svojem poslu, okej, kje imamo zdaj to luknjo in kako jo lahko zakrpamo, a ne. Zadnjič sem recimo govorila tudi z eno podjetnico in ko sem jo vprašala, okej, kje pa misliš, zakaj ti ne steče prodaja, kaj misliš, a ne. In mi je v bistvu zelo prijazno, zelo simpatično pač rekla, da ne zna, da ne ve, če ima pravilno nastavljene recimo oglaševalski račun na Facebooku oziroma pač na Meta, a ne. In je v bistvu to spet ena taka fajna, zanimiva situacija, da kot podjetniki pač si mogoče tudi ne moremo privoščiti oziroma vsaj upam, da si ne želiš podaljšati tega mučenja, če temu tako rečemo, in če vidimo, a ne, da imamo eno luknjo, torej da nečesa ne znamo, je zelo fajn, da čim prej poiščemo
torej rešitev in ne da čakamo in se mariniramo tedne in tedne in se govorimo, da nekaj ne znamo ali pa da ne zmoremo ali pa da ne vemo kako, ampak da v bistvu gremo v akcijo in poiščemo rešitev za to. Torej poiščeš nekoga, ki ti bo pač pomagal recimo z oglasi. Ali pa mogoče ne veš, kaj je tvoj naslednji korak v tvojem poslu, ne? Pač seveda nismo se vsi rodili za vse, da bi pač vedeli, da bi videli pot, kako lahko prideš oziroma pelješ iz točke A v točko B svoj posel, ampak to še ne pomeni, da se moramo zdaj v tem marinirati leta in leta pa mesece, ampak lahko rečemo, ok, zdaj je moja odločitev, želim pripeljati moj posel na naslednji nivo, do naslednje točke. Kdo mi pri tem lahko pomaga, da pridem hitreje? In mentorji oziroma neke takšne dodatne pomoči so tukaj lahko zlata vredne. Jaz vem, da sem čisto predolgo odlašala s tem in si govorila, pa sej to pa lahko sam, sej imamo veliko je YouTubea, brezplačnih videov, pa brezplačno tam, a ne? Ampak ko sem v bistvu potem investirala malo večje, mogoče tiste iz cone udobja, sem pa videla, kaj je v bistvu razlika, ker šele takrat v resnici investiraš tudi vase in svoj posel in se začnejo dogajati tudi čudeži. In če iščeš tudi ti nekoga, da čez 12 mesecev postane tvoj posel, torej neprepoznaven in to pozitivno, torej izboljšan, da ti pokažem pot, so trenutno odprta, torej vrata v program Legendarni, kjer se 12 mesecev oziroma 1 leto druživa in delava na tvojem poslu. Več informacij pa najdeš na moji spletni strani mod.si/legendarni. Upam, da se vidimo in že držim pesti, da tvoj posel postane rekordno dober.